če se zazrem k sosedom čez vodo, imamo opravka s povratkom novega fašizma. Če se spogledam na jugu, imamo opravka s Hrvatijo in s hrvaško državo, kjer živi ogromno poštenih ljudi, nedvomno, ampak vendarle država, ki s svojo preteklostjo, svojim ustaštvom ni znala narediti nekega kritičnega premisleka in živi še vedno v plodnjah in sanjah tistega časa. Če se zazrem na vzhod, imamo opravka z Orbanom, ki se z gospodom Janšom brati, ki mu posoja ali daruje denar za volilne kampanje, ki ga podpira. To se pravi, če Janša pride na oblast, vemo, že itak vemo, ampak vemo še enkrat bolj, s kom bomo imeli opravka. Tako je! In če se zazrem na severno stran naših meja, naše male, precej male države, imamo opravka z parlamenti, bodisi v Avstriji, bodisi v Nemčiji, kjer so se usedli, kar dobro zasidrali novi neonacisti. To je kontekst, v katerem danes živim v tej državi. In neizpodbitno je, da je val neonacizma, neofašizma zaplaval seveda od osvoboditve do danes tudi v teh naših malih prostorih. Kaj bomo mi naredili, ne vem. Vendar se sprašujem, vedno kritično se sprašujem, kadar zraste desnica, se sprašujem, kje je levica. Res je. Sprašujem se, kaj delamo mi. Kaj smo naredili, da bi preprečili to zadevo? A nismo več prepričljivi, a so naše vrednote tako, bi rekel, zanemarljivo pomanjkljive, da ljudje ne primejo več za to, ampak primejo več za nek populizem. Primejo za to, kar človek očitno rabi za to, da vlada, in to je absolutno izmišljeni sovražnik. Če so nekoč bili to Judje, boljševiki, komunisti, so danes begunci. Najboljše, pravijo sosedje s Salvinijem naprej, je podaviti vse in jih potopiti v morje. Konc. V tem kontekstu mi živimo. Zato me taka vdaja in take vdaje, kot jih je imel Možina, že nekaj, da se ni več dalo gledati, seveda ne, načrtno lepo hodilo iz tedna v teden. Do te zadnje vdaje z nekim diletantom zgodovinarjem. Bravo! Bravo! Mimo grede pa naj mi Dežman ne zamiri, če ga dobro pogledate, ker ima tista očalca gor, je zelo podoben Hitlerju. Zelo mu je podoben. Pravzaprav, kaj on govori, kaj ga oni drugi sprašuje, me pravzaprav niti preveč ne zanima, ker vem, kako mislita in vem, kaj govorita. Problem je neki drugi. Problem je, kdo je dal tem ljudem orodje in prostor v javnem prostoru, da lahko izpostavljata polane misli, da lahko izpostavljata sovražni govor, takega, kot smo že 20 in več let navajeni pri gospodu Janši in njemu podobnim. Jaz razumem, da je Janša malo žalosten v teh časih. On je dobil ogromno glasov, ampak je še vedno relativni zmagovalec. Kaj pomeni biti relativni zmagovalec? Mene so večkrat vprašali, zdaj tako, če se hočemo malo pohecati, nisem vedel, enkrat me na eni predstavi je rekel, pa kaj pomeni to relativni? Ste rekel, gledajte, ste vi poročen? Ja, je rekel, gledajte, to je tako, ti si poročen, ti imaš ženo, ampak žena ima ljubimca. Ampak žena se odloči, da te ne bo pustila, bo pa vseeno imela ljubimca. Vidiš, to je relativni zmagovalec.
Ti lahko zmaguješ, ampak ženo ti je en drug. To je problem. Seveda, zmagovita pot desnice je svetovni fenomen. Imamo Trumpa na eni strani, na drugi strani imamo Putina. Mi smo obkroženi s to zadevo. Mi smo postali ogroženi. Ampak ponavljam, še enkrat ponavljam, ni problem v Dežmanovi glavi. Vemo, kaj je tam not. In tudi v tega, ki ga je spraševal, vemo, kaj je tam not. Ampak mene je strah, kaj je v glavi ljudi, ki vodijo RTV. Mene je strah ljudi, ki so direktori javnega zavoda in kot direktori nosijo objektivno odgovornost za to, kar se dogaja pod njihovo streho. Tako je! In tu je element, preko katerega ne moremo iti ne jaz kot individualen človek, ne skupina, ne formacija, ne zveza borcev, ne nobeden, ki ima vsaj majčkeno odnosa do lastnega naroda in do lastne zgodovine. Tako je, bravo! Zato samostojno seveda razmišljam, z tovarišem Marjanom sva se sicer zelo na hitro pogovorila, tudi napisal sem mu, kaj mislim in absolutno podpiram vsa ta dejanja, vendar, dragi tovariši, mi živimo v času, ko pisana beseda, ko pisana deklaracija, naj si bodi protest, ne velja nič. Mi smo imeli v zgodovini deklaracij, kolikor je šte. Mi smo imeli deklaracije in pisma in stališča, vse črno na belem, od najvišjih možnih inštitucij, recimo Združenje narodov, svetovno ONU. Oni so bili vedno za deklaracije. In ko so pisali deklaracijo o Srebrenici, so poklali ljudi v Srebrenici. Toliko veljajo deklaracije. To je po sistemu, ti piši deklaracijo, jaz bom pa že svoje naredil. In tako se dogaja tudi v tem smislu. Če ta akcija v zvezi z RTV-em, samo RTV-em, ne bo dobila konkretne akcije in posledice, potem se mi lahko tukaj danes večer lepo imamo, lahko se poslovimo in pričakujemo naslednjo oddajo. Tako je, lepo je! Mi lahko gremo tudi v Ljubljano, tudi je zelo vroče, odsvetujem, da gremo v Ljubljano, ampak mi moramo enostavno se poslužiti pravnih sredstev. Tudi ta lahko veljajo, kolikor veljajo. Ampak gospod Dežman od Združenja borcev, oprostite, da sugeriram, boste že vi naredili, kar mislite, da je prav, ne vem točnega števila članstva, koliko? 42 tisoč ljudi mora tega idiota tožiti. Mora ga tožiti, morajo ga onesposobiti. In isto velja za Možino, in isto velja za hišo RTV-ja in za glavnega direktorja. Brez tega ne bomo dosegli nič. Smo se samo zabrali in bomo naslednjič še enkrat zveza norcev. Tako je! Jaz nisem za nasilja, absolutno ne, ampak vse ima svoje mire. In če tej situaciji ne sledi ena zelo konkretna akcija iz naše strani, to pomeni, da nas ni. Mi ne moramo računati, dragi prijatelji moji, vem, da je ta apel na vlado, če jo bo sestavil Šarec ali ne, o zakonih. Tudi če jo bo sestavil, je to en gromozanski kompromis različnih interesov in tamle noter naših interesov ne bo zapisanih. Zato, ker ni več nobene stranke, ki bi se je reklo prava levica. Tudi levica, ki obstaja po imenu, je podprla to vlado, ne bo šla v vlado, jo bo pa podprla od zunaj. Kaj zdaj to pomeni? Kaj zdaj to pomeni?
Smo levica, smo v opoziciji ali nismo v opoziciji, ali gremo noter in prevzamemo vse odgovornosti, ki jih moramo prevzeti kot vlada. Ali pa gremo še enkrat na volitve in bo gospod dobil še malo več glasov, pa smo pa vpleli. To je to. Zato jaz v besedo, če mi nekdo da roko in mi reče in da svojo besedo, sem še zmeraj toliko naiven, da mu bom verjel, pa če tudi me bo nasankal. Ampak jaz v pismeno besedo, v deklaracije, jaz v tem svetu ne verjamem več. Ne verjamem več, dokler temu ne sledi neka konkretna akcija. Jaz sem dal to pobudo. Ena pobuda, ki mi še zelo teži, 42 000, govorim samo za Zvezo borcev. Samo to, 42 000. Potem pa naredimo tako, če ne razumejo drugega jezika. Potem se pa zmenimo, da dokler ne pride do zamenjave, dokler ne pride do javnega upravičila, prenehajmo plačevati mesečno pristojbino RTV-ju. Prenehajmo na zelo legalen način. Naj Zveza borcev ustanovi en sklad, ta denar mesečni dajemo v ta sklad in ko bo rešeno, gre to spet na RTV. Ker ta televizija je naša, je vaša, je od vseh, je tudi od Janše, absolutno je tudi od Janše. In tudi od Dežmana, samo jaz te televizije ne bom več plačeval. Jaz sem se odločil za samostojno akcijo, napisal bom pismo direktorju in bom rekel, jaz ne plačujem več prispevka 13 € vejca 20, dokler ne razrešite te zadeve. To ne pomeni nič, teh 13 000, ampak dajmo jih pomnožiti za 42 000, pa mogoče še za kakšnih 1000 zraven, pa bomo videli, kam pridemo potem s tem denarjem. Pa še eno stvar bi rad povedal v koncu. Ne gre za nobeno maščevanje. Gre za ohranjanje najbolj osnovne človekove pravice, ki se ji reče človeško dostojanstvo. Tako je, bravo, Boris. Ko je pred mano govornik, s tem se bom tudi poslovil, citiral vse žrtve prejšnje druge svetovne vojne, med katerimi milijoni v KZ lagerjih, nemških in tudi italijanskih seveda. Prebral sem nedolgo nazaj knjigo, ki jo priporočam, od Prima Levija, v italijanščini Sequestro un uomo, po slovenškem prevodu Ali je to človek. Tam je prizor, ki pove vse. Poleg grozot, ki jih piše, je tam prizor, ko Levi gleda interniranca, ki hodi po blatu v coklih, shiran, umazan, smrdljiv, nič od človeka. Fizično nič od človeka več. Stvar kakšnega dneva še. Ampak on pride vsak večer pod eno pipo, kjer curlja voda, vzame blatne noge ven iz coklov, si opere noge in jih da spet v blatne cokle. In opere si telo, opere si zobe in ko ga Levi vpraša, zakaj to delaš, saj smo mrtvi. Zato, ker je rekel, ker ohranjam osnovno človekovo dostojanstvo. Človek sem in skrbim tudi za svoje telo, dokler lahko skrbim. To pomeni skrbeti tudi za lastno dušo in za lastno zgodovino. Zato se moramo upreti, zato se moramo upreti. Mi danes nismo lačni, mi danes nismo niti žejni, mi danes imamo kje prebivati, mi danes živimo ali živijo, nažalost, marsikdo na minimumu človeškega možnega življenja, dostojnega življenja, z mesečnim prihodkom, ki ne pride do 15 ali 20 v mesecu, ampak ti takemu človeku ne moreš vzeti dostojanstva. On si ga ne sme pustiti vzeti dostojanstvo. On mora ostati integralna oseba v tem smislu. Ne pa, da pluvajo čez mene in da pluvajo preko moje polpretekle zgodovine proti genetskemu zapisu, v katerega jaz osebno verjamem. In zato, hvala, da ste me poslušali, razmislite
Jaz svojo akcijo začnem jutri zjutraj v petek. Kar se tiče... Tovariši in tovarišice, smrt fašizmu!